Še zmeraj se zgodi, da kdaj pa kdaj naletim na kakšno podjetnico ali pa podjetnika, ki so mogoče na začetku svoje poti in imajo neko prepričanje, da so še premajhni za brand. Ampak v današnjem dobi interneta in vse tehnologije, ki jo imamo na voljo, se je treba zavedati, da brand ni več luksus, ki ga imajo nekateri ali pa tisti dovolj veliki, ampak je nuja. In brand v resnici ustvarjaš na vsakem koraku, ne glede na to, ali se to počneš zavestno, ali ga pa pač ustvarjaš glih, kakor ti pride, če tako rečemo, ne? Zdaj, potem se lahko vprašaš, v bistvu, kaj v resnici torej ustvarjaš. Sploh, če ne daješ pozornosti na to, kakšen brand ustvarjaš. Zdaj, vsak izmed nas, če imamo na družabnih omrežjih recimo profil, že to sebe predstavljamo v bistvu kot svoj osebni brand. In tudi v javnosti nasploh, gradimo na svojem osebnem brandu in to velja, če imaš posel ali pa tudi, če ga nimaš. Samo zamisli si, če iščeš recimo službo in pošleš o zaposlitvi, torej da se prijaviš na en oglas, seveda bo delodajalec verjetno zelo hitro pogooglal tvoje ime in priimek in pogledal, kaj je na spletu o tebi. In če najde tvoj osebni brand oziroma tvoj osebni profil, ki mu ni najbolj všeč in ga ne ustvarjaš mogoče namerno in mogoče objavljaš samo kakšne negativne informacije, bo lahko tudi to zelo negativno vplivalo na samo tvoje pridobivanje, v tem primeru službe. Zato je zelo res pomembno, da se osredotočimo oziroma da se zavemo tega, da v današnji dobi brand ni več luksus, ampak je res nuja. In vsak izmed nas ima svoj osebni brand, ki ga ustvarjamo, ali se tega zavedaš, torej ali ga ustvarjaš namerno, ali pa v bistvu ga ustvarjaš sproti, ko objavljaš zadeve, ko se pojavljaš in tako naprej. Tako da moje vprašanje danes zate je, kaj oziroma kakšen brand ustvarjaš? Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.